sosed Gerard nam je danes posodil avto, tako da greva zdaj malo po otoku. Najen cilj pa je, da greva pogledati vulkan. Danes je še najboljše vreme napovedano, tako da upava, da ne bo oblakov, da se bo kaj videlo. To so nasadi banan, jih je kar nekaj. Imajo lepo čez banane vrečke čez, da so zaščitene. Pred nama cel hrib nasad banan. Tukaj pa je, se že kar nekaj časa vozil ob tej cesti in se skozi banane. Tako da mogoče bi bilo fajn, če greva malo naprej. Danes imamo kar srečo z vremenom, ki je lepo sončno, drugače kar veliko neviht pa oblačno zadnje čase. Pač konec koncev smo le v tropih. Vse še malo, pa se bo začela sezona, pa se bo tudi vreme stabiliziralo. Drugače pa lepo pokrajina, je kar dosti poseljeno, hribi, drugače pa zdaj že na par 10 kilometrov so sami takvi nasadi banan, tako da razmišljava, da bi si malo sposodila oziroma nabrala. Že kar nekaj časa vzpenjava na gora se vidi, da se približujeva Montpele, ne? Pred nama skozi dež pada, tako da je skozi mokro, upava, da bo kaj lepše vreme ratalo. Drugače pa nimava veliko za hoditi pol do vrha, nekje 1 urca dobro, v eno smer. Tako da upam samo, da se bo vreme malo porihtalo, pa da bo kakšen lep razgled. Kar spolsko, pa tudi že kakšna urca pa pol se že vozva z enega dela otoka na drugega. Upam, da se bo splačalo. Drugače nama je pa tole bolj všeč, ki je ful zeleno, džunglasto. Zaenkrat vreme kaže takole, pada. Tako da upava samo, da začasno, da bo lahko šla sploh na goro. Dež še kar vztraja, medva pa tudi. Drugače pa tale najin avto nima nič, ne deluje nič števci, ne veva, koliko imamo bencina. Tako da zgleda. Tako da upava, da bo avto zdržal. Preden sem štartala, sem preveril še olje, pa vode smo mogla dotočiti, ker ni bilo nič noter. Upam, da bo zdržal ta najin na dolgo pot. Je pa okoli 90 km v eno smer. Take ceste. Upam, da je to samo tako trajna padavina, pa da bo odpihano, pa da bo kaj vsaj dežja, da ne bo. Ponekuje, ampak samo še bolj pada. Že komaj vidva, da je greva. Vode je polno. Mi da so prispela pred Podgoro, tako da zdaj moram pa peš naprej, tukaj zadnji parkirišče. Ni mrzlo, čeprav izgleda tako vse sveže, mokro. Upam samo, da se bo vreme kaj porihtalo. Po vremenskem radarju kaže samo, da tukaj dež nikjer okoli. Tako da upam, da se še spremeni, sicer bo pa 1 uro in takrava do vrha. Tako, medva so zdaj tukaj, prišla, pustila avto. Zdaj imamo pa peš, vrh je 1395 metrov. Zdaj smo pa na 824, se pravi malo kar 400, 500, skoraj 600 metrov nadmorskih. Malo pa 4 km. Zdaj pa kar greva pot pod noge.
dež ne pada več, tako da super. Jaz sem v kratkih rokavih, ni mraza, malo pihla, malo pa jakne s sabo, če bo slučajno še dež padel. Zadnji izbruh tega vulkana je bil 1932. Mont Pele pa pomeni plešasta gora. Vidljivost nič, dolino pa taka lepa potka zaenkrat. Sicer je mokro pa malo blatno, ampak ne bo hudega. To je vse voda, zgleda bolj tako, kot da bi po potoku navzgor hodila, ampak druge možnosti itak ni, ker je drugače vse obraščeno. Tako da po potoku navzgor na Mont Pele. Ja, sama voda. Naporna pot bo tole, se mi zdi. Cel čas se že vzpenjava, tako kot da bi hodila, se pravi teh 500 nadmorske višine skozi po stopnicah. Tako da izgleda cela pot. Tako da, če bi jih štel po moje, bolj da jih ne. Ravno skozi takole gor. To pomeni tudi navzdol potem. Evo Natalija tam dol. Tukaj se je pa še glih kar videl obris, zdaj malo se še vidi, kako strma je gora. Ni lahka pot. So ti kamni, na srečo se ne drsijo, so pa stopnice. Piha. Vidimo še, kje je Natalija. Kje je zadaj, prihaja. Jaz grem pa še kar malo naprej, da bom počakal malo više. Težko? Ja. Res je strmo, čisti klanec. Skoraj navpično gor. Pa smo šele na začetku. Hitro se vzpenjava. Evo, zdaj smo že na višini 996, se pravi 1000 nadmorskih metrov nad morjem v par 100 metrih. Bo šlo? Gor ena gorska koča malo višjega. Ja. Pol ure. Se bo šlo, sem počas pa skozi hod. Začela pa plezati. Očitno je bil to še lažji del. Pazi, da ti ne spodrsne. Čas lepo stopaj. To vodo lahko piješ? Ja, ne vem. Vse malo s sabo, no. Vreme se malo zboljšuje. Evo, se že lepo vidi. Ni več oblaka, mogoče še celo sonce, kaj pa vemo. Več pa tam nadal se vidi ljudje, ki hodijo. Je kar vzpon. Hajde! Danes sem prevzel vlogo šerpe, tako da imam dva nahrbtnika in Nataliji malo lažje, ker je res skoraj na nekaterih območjih po 4. Tako da še po vodi, kjer človek sploh ne ve, kam bi stopil. Čas moraš kam kar visoko stopiti, da se dvigniti. Evo, tako je v momentu spet oblak, megla se nič ne vidi. Tako da
koliko je strmo, se zdaj vidi. Tle, ke Natalija hod, kako je direkt gor strmo. Ne vem pa, kaj je tle gor na vrh. Upam, da se malo poravna, pa se gre potem okoli. Pa še nekdo reče, da nisem šel na Montpele po potoku, po Brzicah. Me zanima, kako bo dol. Dobro je sem, ker so te kamni, taki grobi, da ne drsijo. Zgleda pa kot na kakšni krederci, ampak so pa v kratkih rokavih. Mene samo malo po hrbtu zebe, ker sem malo prišvican, pa piha. Največ problem je to, ker se ustavljava. Se je pa malo poravnalo, gremo po grebenu navzgor. Sicer malo bolj piha tle čez. In pa počakal tukaj nekje, tam malo naprej. Zaveti še Natalija. Že vidim, tam je dolje. Evo, kakšen pogled bi bil, če bilo sonce. Ja, tam je dolje se pa vidijo avtomobili. Vrhunsko. Ja, še kak nekaj ljudi prihaja. Tam gor se pa že vidi jasnina. Konec je z avtomobili. Nadaljujemo naprej. No evo, se zdaj malo lažjega dela. Se boš malo spočila, pa je pa tam koča, magar tam počakaš, jaz grem pa do vrha. Je pa ful lepo. Prav? Ajde, zdaj pa čez tunel. Še prižgane luči. Tole pa je hiking. No, da pogledamo zdaj, na kateri nadmorski višini smo. Na 1107 metrov. Da se vzpenjamo, malo spuščava, zdaj smo na 1095 nadmorske. Ja, za naj čaka pa spet vzpon. Ampak dobro, se ni tako visoko. Morje se ne vidi, se je pa vreme precej izboljšalo, kakor je bilo, ko smo šla gor, ki je tako padal dež. Vode je dovolj, tako da za čevljo oprati bo dost. Pa tudi za pit. Videli so že tam pod vznožjem, da hodijo s plastenkam po vodo. Se pravi, da je čista, pitna. Se tudi ne vem, odkaj bi bilo umazano. Vulkan itak ni aktiven, tako da nima biti kaj narobe po moje. Ne vem. Moramo skozi pod noge gledati, da ne stopiš v blato oziroma v vodo. Zaenkrat imam še suho v čevljih, kar je super. Koliko časa pa bo, pa ne vem. Trudim se pa zato ostati suh, da me ne bo zeblo. Ja, nič bad. A zdaj boš pa tekla? Ja, ajde. Kaj si se ustavila? Še 300, 400 nadmorske. Gremo. Tale bo pa potreboval enega časa, da bo prišel do vrha. Vsakamo čas, da si odločil, da gre gor. Mislim, da bo nazaj zanimivo po tem potoku hoditi. Tali je že spodrsano, sicer ima navadne teniske. Morajo paziti kratke korake, pa sigurne. Natalija je nekje zadaj, sem šel malo naprej pogledati. Je kak strmo spet. Tole bom kar nekaj časa je čakal, da bom prišla gor. Človek sploh ne ve, kje bi šel.
Ja, kako visoko še treba pospeti čez te kamne. Ampak je greno, vsaj meni. Ja, zmagal. Zdaj pa naprej. O, še bo gor. Tako kot pravijo, ni gora nora, ampak smo mi, ne, ki plezamo na njo. Jaz sem šel kar malo naprej, tako da sem zdaj malo še pogledal, kakšen je teren naprej. Zgleda takole se malo poravna, tako da jaz mislim, da ful več klanca ne bo. Glede na to, da zdaj smo že na 1215 metrov nadmorske višine. Tukaj imamo avto, zdaj tukaj sem zdaj, na gora se ga pa tukaj potem po okolju, oziroma tlele mislim, da se da tudi. Se pravi, če jaz zdaj prav vem, je gora v tej smeri nekje. Tam imamo pa celo nek križ. Ne vem zakaj je tam križ, ampak pa počakam Natalijo, potem pa nadaljujeva naprej. Zdaj vidim, da sem imel kar prav, ja. Ko sem pokazal, da je tam vulkan, res je. Po moje se ga zdaj tle ob robu, tam se malo dol spustim, potem gor do vrha. Tukaj nekje naprej naj bi bila še ena koča, ne vem sicer koliko je še do tam. Tale celotna pot drugače znaša 5 km slabih, ampak v teh 5 km se za 500 metrov dvigneš, ne, tako da je kar določeni segmenti so res strmi. Tudi tukaj gor so naredili en del avtoceste, da nam bo malo lažje. Natalija tik pred tem pa stopila direkt v vodo do gležnja, tako da ima vse mokro. Jaz imam pa zdajle priliko, da to storim. Se treba sem odločiti, kje iti. No tako, zdaj smo na višini 1220. Zdaj imamo pa malo spusta. Moje zdaj ta kanjon vmes med vulkanom. Pazi, da ne padeš. Da gremo dol, potem pa še gor. Zdaj po kilometrih ni več tako velik, ampak teren je pa kar po vseh štirih. Ni glih zapast tukaj. Ja, takole izgleda, čist dol gremo. Celo po lojtrah bo treba dol, tako da bom zdaj kar kamero dal z rok, da ne padem, ker drsi. Nazadnje, ko sem padel, ni bilo dobro, ker sem zlomil objektiv na fotoaparatu. Tudi zdaj se lahko zgodi, ker imam od zadaj. Tako da potem, ko bom šel v dolino, bo šel ta rozek na prsa od spredaj. Če bom padel, bom na hrbet, ne na trebuh. Mislim, da si bo Natalija zapomnila na tale Mont Pele 1400 nadmorske. Je naporno, ne? Dobro tega je dobro. Pozna se, da smo veliko na jadrnici in da nimamo to kondicije. Zelo. Bo treba iti takole zvečer še malo večkrat teči, ko sem šel do zdaj. Čeprav meni ni problem, ampak... Jaz sem bolj problem, ne? Ja. Sej boš nabrala kondicijo. V bistvu je zdaj naberaš. Tako, zdaj so prišla v dolino spet. Zdaj pa se mora spet povspet na 200 nadmorske. In potem upam, da sva zmagala. Lažje tukaj, ne? Da vidimo, kakšna bo pot naprej. Vsaka pot je drugačna. Ali je potok, ali so stopnice, ali nad nama gor nekdo vriska, se pravi, da gremo direkt gor. Tele so kar malo neugodni, tele kamni, ki drsijo. Mislim, drsijo, premikajo se. Bi po pesku hodil, zato koleno. Ja, pazi, počasi. Spet smo čisto megli.
Gremo po tej strmini navzgor, Natalija zadaj, čist počas, ne vem, da bo cel dan hodila do gor, ne vem. Potem imamo pa še spust, ki je pa, če mene vprašate, bo še težji. Ne vidite, kje je. Glavno, nad mano tukaj le gor je pa po moje vulkan. Natalija ustrajala, da grem kar naprej, ker ne mora več. Nekaj, da me bo počakala. Upam, da ne, ampak da bo počasi hodila. Pač proge nazaj. Tukaj je pa po vseh štirih zdaj. In je še kar nekam gor. Tako piha. Pot, ki je polna, sploh nisem več siguren, če sem na pravi, ker nimajo nobenih markacij. Upam, da se bova z Natalijo najdla. Sicer bo šel pa zdaj se še malo naprej, da vidim situacijo. Potem bo še nazaj proti njej, da ne bo res kje zgubljal na tej gori. Ne veš več, kam bi šel, ne levo, ne desno. Kamkoli se ozreš, ne vidiš sploh več, kje je gora. Tako mislim, da je v tej smeri. Natalija nekje tukaj od spodaj, verjetno, tako da jo bom kar počakal. Oziroma grem nazaj proti njej. V redu, sem na pravi poti. 1364 metrov visoko sem. Tukaj še do cilja, ne vem. Moje velik ne, ampak glede na to, kakšna je situacija. To se pa po moje vidi morje dol, v zadju. Saj na hitro se je videlo. Vrnil sem se nazaj do Natalije, so se dogovorila, da ga ona počas nazaj, ker ne mora več. Oziroma bi preveč dolgo trajalo, da bi... Jaz sem ene 3-krat hitrejši od nje. Kondiciji imam dost. Zdaj sem se podal sam na vrh. Upam, da ni več daleč. Zaradi tega, ker malo potem še kar nekaj nazaj, ne zaradi drugega. Po vsake točajce se malo sonce pokaže, prav toplo rata. Jaz se tukaj spet malo poravnalo in lažje. Ni pa nobenega drugega človeka trenutno, da bi ga srečal. Tako da letim z pospešeno hitrostjo proti vrhu. Skoraj malo tečem po določenih delih. Ko pa zapiha, je pa ledena. Kakšno blato. Sem prišel do ene stavbe. Ne vem sicer kaj je. Glavno 1330 nadmorske višine. Kaj pravi tukaj table. Na uro po pol, česa. Ok, predvidevam, da moram tale gor po tej potki. Se pravi, še me čaka vzpona. Ampak veliko pa tudi ne more biti, glede na to, da sem na nadmorski 1328. Malo manj kot 1400 je pa vrh, tako da bom zdržal še tole. Mislim, ni problem zdržati, časa že zmanjkuje. Hitro bo tema, daleč sva na čisto drugem koncu otoka. To sploh ni pot na vrh, ampak so pač skale, po katerih se da iti. Verjetno tudi že kdo šel, no, ampak v bistvu je pa čisto navpično gor. Upam sem, da se nam zgubil. Je pa res po vseh štirih. Zdaj se spenjam po moje na 10 metrov, 8 metrov. Toliko je navpično, ampak ne damo se mi. Ne vem, če ne bom zbral nazaj kakšno drugo pot. Če tlele kam padem, me še najdel ne bodo. Dvomim, da tukaj drugi lazijo. Tukaj je bolj za alpiniste.
na trenutke se vidi morje dol, ampak zdaj ga žal ni. Dolgo ne bom čakal, ker sem ves moker, piha. Že tako se bom verjetno prehladil. Kar ni dobro za naju na tem potovanju, da se nama še kakšno zgodi kaj. No, evo ti. Saj malo lepšega vremena. Končno malo manj vetra. Tamle se vidi hiše, morje dol. Sem pa zelo vesel, da mi je uspelo priti gor. Tam dol se vidi neka koča ali hiše. Morje neko pluje tamle. To je vse morje. Probam povečati, v glavnem tamle se vidi, kaj pluje motornjak. Še malo, pa se ne bo nič videlo. Jaz se bom pa vrnil nazaj proti Nataliji v dolino. Ne bom več tukaj gor čakal, ker nima smisla, da se ne bom prehladil. Tako da letim zdaj v dolino, da jo dohitim. Upam, da nekaj je padla, da se ni izgubila, pa da skupaj potem nadaljujeva do konca do avtomobila. Še sonce se je pokazalo, je precej toplo. Mi je veliko lažje. Zdaj moram pa sem paziti, da si kaj kakšen gležen zvijem, da ne padem po teh skalah, ki so ostre. Se ne udarim kaj, polomem kaj. Zdaj pa sploh ne vem, kje sem prišel. Mislim, da tukaj. Lahko bi imeli kakšno mrnkacijo, ne pa na vsake pol ure en stebriček. Z glavne gore sem se že pospel, šel v dolino, v enem kanjonu zdaj na drug hrib, zdaj grem spet dol, potem pridem tiste stopnice, se dvignemo, potem se pa spet spuščamo, upam, da kmalu Natalijo ujamem. Tukaj približno nekje sem jo zapustil. Zdaj pa jasno tam za mano. Verjetno je lepa vidljivost. Tukaj je še kar nekaj pohodnikov, ki grejo gor. Jaz pa letim nazaj dol pred Nataliji. Treba biti zelo previden, sprejemati, skače dol. Mislim, sem kar hiter. Jih prihitevam ko zastavo. Zdaj ga šele kar nekaj gor, ne dol. Jaz pa že z vrha. Skozi v pol počepov. Gledam, kam stopam. Ni enostavno. Upam, da ni Natalija kje padla. Resno plezanje je tole. Če skočim dol na glavo, se ne bom ustavil kmalu. Čeprav so skale. Zaenkrat sem dosti posnel, tako da vidite, da ni lahko. Gora pele je zelo zahtevna. Gor itak tako piha, da sem si pripel še ta nahrbtnik, dobro, da imam tale moj, da ima tole. Drugač bi mi ga že skoraj zram dol staknilo, ker so sunki močni. Zdaj pa sem dol. Midva se spuščava, najbolj trpijo kolena. Natalija malo bolj drsi, zakaj ima navadne teniske. Drugač pa naj, kako ti je? Naporno? Ja, je kar bilo. Zdaj je že veliko lažji, ker ve, da gremo dol, pa da smo že na pol dol. Tako da po moje še kakšne pol ure, uro, pa sva dol. Na vsake trenutke se tako sveto tega sonca. Tudi daj se kakšno jasnina vid. Večinoma je pa oblačno, pa megleno, kot je zdajle. V glavnem, tukaj spodaj imate naroči se, subscribe, kliknite.
Upam, da še kaj zanimivega posnameva. Zdaj bo počasi verjetno zapustila Martinik in se bo dala naprej na najno novo etapo, pot dogodivščino. Če hoče kdo kaj prispevati za najno pot, nam lahko daruje oziroma preko Patreona, kjer tudi najdete link v opisu spodaj, oziroma PayPal ali pa na najn račun. Zdaj pa moram spet kamero dati z rok, ker zelo piha, mrzlo je, pa pot se, ne vem, kaj hočem povedati, sem tudi že malo utrujen. Glavno, naj že kar kolena bolijo in noge pri spustu, ker zelo trpijo, ampak se ne dava, oziroma nimava druge izbire. Natalija sicer danes ni osvojila vrh, sem ga jaz, ni manjkalo veliko, ampak glede na to na vreme, kakršno je gor, kako piha, vlažno, koliko je bila utrujena, nima smisla, ker razgleda itak ni nekega. Tako da lahko komot rečeva, da sva oba osvojila vrh. Pele. Da se še spuščava, nimava več daleč, dol pred nama se vidijo avtomobili in to je najna končna postojanka nazaj. Vreme se je malo zboljšalo, trenutke sonca. Zdaj pa sploh ne vem več res, malo me že kolena bolijo, tako da skoraj grem raje v hrib v dolino. Še malo. Zdaj pa je lep razgled, no, zdaj se pa malo vidi, kakšen je tudi teren, pično gor. Tu je vzhodna stran otoka, se pravi na Atlantik obrnjena. Ful je lepo. Drugače pa tlele dol ni variante, da greš po tej potki. Ti kolena tresejo? Ja. Verjamem. Še tole morava zdržati do dol, čeprav noge ful trpijo. Problem je pa zato, ker so te stopnice ful visoke. Moraš zelo nizko dol stopiti. Ampak nimamo več veliko. To je pa tudi nekaj pozitivnega. Da sem se vrnila nazaj v dolino. Natalijo še počakam, tole nekje čisto za mano. In ji povem dobro novico, da sva na cilju. Moram reči, da so tudi moje noge zdaj že kar malo boge. Mene bolijo, kaj šele njene, ker niso toliko navajene. Evo, prispela sva v dolino, oziroma ti, končno, ja. Poglej, kje gor si bila, ampak to je samo en delček. To ni vrh. Tako da, zdaj si pa zasluživa en sendvič, malo vode, pa imava pa kar spet kar nekaj vožnje. 2 urce, nekje nazaj, vmes se bo verjetno še kje ustavila, mogoče malo trgovino, kaj manjšega nakupiti. In to je to. Uspela si. Noge bolijo, ne? Ja, ker Še moje bolijo. dol mi padejo. Napet še teh 100 metrov, ajde do avta. To je to za danes. Za najn sponem na Mont, oziroma kaj že, gora Pele. Drugače je lepa, moram reči. Tudi vreme se zdaj zboljšalo. Žal mi je sem, da ni bilo več lepše vreme na vrhu. Jasnine. Da bi mogoče posnel še dol malo več morja pa to. Bilo je samo na trenutke za videti. Sem pa vesel, da nama je uspelo.